Na sporedu je bil še dvoboj za visoka mesta, za četrto mesto med domačim Rudarjem in nogometaši Kopra. Koprčani bi v primeru zmage stopili na četrto mesto, kajti Goričani in Celjani v tem krogu niso zmagali. Tole je že prva akcija Luke Vekiča, ki je zadel za prednost 1:0 v 3. minuti. Po izjemnem štartu Kopra so povedli gostje in domača ekipa se je takoj znašla v rezultatskem zaostanku. V prejšnjem krogu je odločil prav Vekič proti nogometašem Aluminija, medtem ko je Rudar igral sijajno tekmo, a na koncu vendarle izgubil proti nogometašem Maribora. Koper je bil razpoložen, videli smo strel Pekjusona in izjemno pregravanje Belime, na koncu le prekršek v korist koprskih nogometašov, ki so povedli takoj na začetku, ampak še ena akcija, ki je prinesla gol. Pekjuson je bil izjemno hiter, takole že premagal Rističa, potem pa vratnica in Luka Vekič za 0:2 v prvih 20 minutah. Gostje so bili gospodarji na igrišču v tem prvem polčasu, Velenjčani pa so potem vendarle zaigrali bolje in začeli napadati. Po hladnem tušu je tole že akcija za domače nogometaše, žoga Mušika pred vrata in potem z glavo pred gol za Johna Maryja, izid 1:2. Lep zaključek John Mary. Letos je že zabil 2 gola v mrežo Kopra v prvi zmagi pred domačimi gledalci z 2:0. Tole je bil še njegov 3. gol v koprsko mrežo v letošnji sezoni in skupno 7. v letošnji prvi ligi. Do konca prvega polčasa še napad za Knape, oddaleč je streljal Grbič in izjemna obramba Antoloviča, ki je žogo uspel odbiti v kot. Potem pa še ena prekinitev in do žoge je spet prišel Mary, ki je bil najspretnejši pred vrati, najmočnejši in poskrbel za izenačenje na 2:2 ob koncu prvega polčasa. So Knapi izenačili po slabem začetku boljše, nadaljevanje in izid je bil poravnan. Drugi polčas in prvi napad za nogometaše Kopra, oddaleč je sprožil Teiho in dobra obramba vratarja Rističa. Naslednji nevarni spet Koprčani, izvrstna akcija Palka v samostojnem prodoru in še enkrat se je moral izkazati Ristič. Napad Koprčanov, predložek na drugo vratnico in Vekič je zapravil priložnost za klasični hat-trick. Kanarčki konkretnejši pri strelih. Tole je bil še napad Belime in obramba Rističa, ki je imel kar nekaj dela. Potem pa še ob koncu tekme v zadnjih 10-15 minutah nevarnejši Velenjčani, najprej priložnost za Vručino, izvrstna obramba Antoloviča, ki je žogo uspel odbiti, in še priložnost za domače prek Grgiča, prekinitev in prosti strel. Grgič je streljal, Antolovič pa je v zadnjem hipu žogo uspel odbiti iz svojega gola. Na koncu delitev točk, izid iz prvega polčasa, 2-krat za goste Vekič in 2-krat Mary za domačo ekipo. Hvala, ako tako mislite, znači pred svega da se zahvalim mojoj ekipi. Hvala, najprej bi se rad zahvalil ekipi za hrabro igro, polno inicijative. Mislim, da smo ponovili željo po igri na tekmi proti Mariboru, kvaliteto, ki jo imamo, smo pokazali. To je bila dobra tekma, polna presinga, moči in to je bila naša dobra predstava. Nismo šli dobro tekmo, prejeli smo 2 gola, ampak pokazali smo, da imamo moč, da izenačimo in se vrnemo v igro. Menim, da je izid realen, glede na dejstvo, da smo se vrnili po zaostanku 0:2. Ja ću krenuti od onog što me možda najviše muči, a to je zašto... Najprej morda to, kar me najbolj muči in res je škoda, ker na tribunah v Sloveniji ni več gledalcev, ker bi danes lahko res uživali. Na drugi strani bi verjetno iz igralcev izvlekli še nekoliko več, mislim pa, da je tekma zadovoljila vse, tudi oba trenerja. Tekma bi se lahko obrnila na eno ali drugo stran. Jaz sem zadovoljen, glede na trenutno situacijo z igralci in treba je biti pošten, na koncu bi lahko celo izgubili. Lahko bi res tudi zmagali, Rudar je bil zelo nevaren iz bočnih pozicij, saj nismo imeli standardnih igralcev na teh pozicijah v obrambi. Ampak res korektna tekma tudi strani domače ekipe, to je bila tekma brez prekrška in polna tempa, 4 zadetki in to je tisto, kar me najbolj veseli.